Pravkar sem ti malo lagala, zaradi tega Američani izpadejo res slabo. Ta video Američane prikazuje, kot da je z njimi nekaj hudo narobe. To je potencialna predstavnica za ZDA. Senat Zvezne države Maine za demokratsko stranko. In sem čist paf. Katere kvalifikacije imate za služenje v ZDA? Senativ? Večkrat sem kandidiral za funkcijo. Nisem zmagal, ampak sem kandidiral. In potem ste vi. Ne recite, da niste zmagali. Ne. Sem pisec pesmi in potem pišem svoje lastne knjige. In potem mislim, da je moja popolna odprtost. Ne bi lagal ljudem in jih ne bi zavajal, kot smo mi. Mislim, Zdaj zavajaš, se pretvarjaš, da si nekaj, kar nisi. tvoja kvalifikacija za kandidaturo za senat je, da si napisala svoje knjige. Oprosti, kaj za vraga, kaj za hudiča sem pravkar gledala dejansko debato, kjer ta oseba sedi tam kot potencialna predstavnica za demokratski senat? Sem čisto paf. Poleg dejstva, da ona ali on ali karkoli že trdi, da nikoli ne bi lagala ali zavajala ljudi, in je očitno. Nekaj zavajajočega tukaj. Kaj ima ona oblečeno ali on? Zakaj mislijo, da je to primerno? Zakaj bi mislila, da je prav, da rečeš, da si kant avtorica in pišeš svoje knjige? Mimogrede, čestitam. Da ti nekdo drug ne piše knjig, pa ni. Kaj? Kaj se dogaja? Ta video je postal zelo viralen, ker so se ljudje ustrašili, da je sploh mogoče, da prideš do te točke kot predstavnik v senatu. Ampak spet, nikoli jih ne bodo izbrali. Te osebe nikoli ne bodo izbrali. Njeno ime je Ashley Webb. Pravzaprav ne vem, kako naj jo imenujem. Je on, ona, ne vem. Preprosto ne vem, ker... Imam toliko vprašanj. A izkaže se, da sem. Pisec pesmi. Da ima ta oseba veliko več težav kot samo ta video. V redu. In naj povem, da potrebujete opozorilo na grafične vsebine, ker To, o čemer bo zdaj govoril, je. tako ogablo, da mi je kar malo slabo. Kakorkoli. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Mejraka, vaša gostiteljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino in se nam pridružiti. Smo gibanje, ki se upira norosti. In resnično mislim, da je to ena izmed najbolj norih stvari, kar sem jih kdaj videla. Omenil si, da si interspolna oseba. Kako je do tega prišlo? Kako si vse to izvedel? Preko zdravniških zapisov, ki se ne ujemajo z mojimi rojstnimi podatki. V redu, počakaj. Rojstni podatki? Ja. Vse na tem kriči duševna nestabilnost. Dobesedno vse. Ni nič karizmatičnega, ni povezanih stavkov, ni pogleda v kamero. To ni nekdo, ki Bi ga lahko kdajkoli imeli. v senatu. Toda dejstvo, da verjamejo, da bi lahko prišli tja, samo kaže, kako slabo je. Lahko to podrobneje razložite? Nočem. Ko sem se rodil, je bolnišnični administrator za medicinsko dokumentacijo podpisal rojstni zapis in ga vložil, kolikor sem prepričan, nekaj več kot 30 dni po mojem rojstvu. Wow. In potem so moji materi rekli, da so jim baje zmanjkali obrazcev za rojstvo. Ko sem se obrnil na občinskega uradnika v kraju, kjer sem se rodil, so ga posebej vprašali, koliko drugih rojstnih listov je ta upravnik podpisal. Izkazalo se je, da je bil moj edini. V redu. No, A še kdo drug sploh ne sledi, nimam pojma, kaj se dogaja v zgodbi. Ja. Edini razlog, da čakam. Tukaj sta dva seznama. Chrissy je cis-spolna ženska, Miss Annie je transspolna. Razlog, da to še vedno gledam, je zato, ker Trans in cis sta pridevniki, ki določata samostalnik. berem, tudi jaz puščam kot sluz. In želim razumeti, kaj se pravzaprav dogaja. Mislim, zakaj je bil problem? Kaj se je zgodilo? Mislim, da razumem, ampak nisem prepričan, kaj se je zgodilo. Težava, na katero naletim, je, da žal hranijo rojstne zapise le 20 let in mimogrede, moj je bil uničen. Tako da zdaj ne bom dobil odgovora, zakaj so to naredili, ampak joj. Drug razlog, zakaj sem začel raziskovati, je bil, ker sem opravil krvno preiskavo in moj estrogen je bil okoli 285 pgml. In to brez kakršnih koli hormonov, samo moja lastna proizvodnja. v redu. To je pomembno. V redu. Kako si potem prišel do tega, da si šel po estrogen? Povej bistvo, kjer govoriš o sluzi. Res želim to slišati. Sprejeto. Imel sem vročinske oblive in pravil sem zdravnika, naj mi naredi test za estrogen. Ampak očitno tega ne delajo za. Torej, praviš, da si imel jajčnike oziroma imaš jajčnike, ki so proizvajali estrogen, vendar nisi nujno ovuliral.
No, precej prepričan sem. Ne vem glede ovulacije, ker imam tudi jaz simptome, oziroma sem jih imel, dokler nisem začel uporabljati estrogenskega obliža, po katerem so popolnoma izginili. V redu. Bye. Čakaj, mimogrede, voditeljica podcasta ga je intervjuvala kot doktorica znanosti. Moj možgani. Res se dobro počutim, približno 15. dan vsakega cikla. In imel sem 29 dnevni cikel, ki sem ga doživljal. Mislim to. Nimaš cikla, ne. Zveni precej ciklično. Torej, potem... Medtem sem namraval. Dobro. V tem času sem tudi izločil sluz, kar si ne znajo razložiti. Zanimivo. Želiš se imenovati transspolna oseba, čeprav morda ne poznaš vseh delov. Torej, ta stvar se pretvarja, ali pa se pretvarja, ali pa morda res imajo nekakšen cikel in izločajo sluz in joj. Fant. Kakorkoli, glavni demokratski kandidat za senat, ki je transspolna oseba, trdi, da ima mesečno menstruacijo skozi danko. To je objava na Redditu, kjer trdi, da ima mesečno menstruacijo in da mu kri prihaja iz danke. Jaz. Če želijo, da uporabljam moško stranišče, ga bom, ampak nočem biti napadena, je povedal med nedavno razpravo. Mislim, to je objava na Redditu, prav? Ta objava na Redditu razkriva, da naj bi bivši senator, spletna spolna disforija, pisal pod uporabniškim imenom Spoki603. Splet je svojo kandidaturo za senat napovedal prejšnji teden. Sem trans in interspolna ženska iz Farmingtona in sama vodim celotno kampanjo. Sem kandidatka in blagajničarka. Ni velikih donatorjev, nobenega političnega aparata za mano. O moj bog. Zdi se, da veliko časa preživi s poskusi razlaganja svojega samooklicanega transspolnega in interspolnega stanja na Reddit forumih, kjer pojasnjuje, da je njegov kariotip XY, kar pomeni, da je biološko moški. Vendar ima zunanje moške spolne organe, a je rekel: precej prepričan sem, da sem tip XX, imam notranje organe. Trdi, da ovulira in ima mesečne menstruacije, čeprav ni dokazov o ženskih organih. Ta krvavitev prihaja ven skozi njegov. Videti. To mi spravlja v grozo. To me 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 spravlja v grozo. In celoten pojav ljudi, ki mislijo, da so legitimni akterji, čeprav je očitno, da jim nekaj zgoraj res ne štima, me spravlja v grozo. Kot na primer ta ženska. Facebook prijatelji in sledilci, tukaj sem v Air Central Family Health Clinic. Razlog je, da me je zdravnik prosil, naj grem na odvzem krvi. Torej, če vas zdravnik prosi, da nekaj naredite, vas Sisi Robert opominja, da upoštevate njegov nasvet in sledite njegovim navodilom. Ne, to ni prav. To ni prav. Nekaj pri tem. Ni prav. To je njegovo prvo potovanje. Pripravljanje. Tvoje letno oziroma polletno potovanje v Mehiko. Calling. Vse te stvari niso prav in ko to gledaš kot zunanji opazovalec, si samo misliš, ne samo, da ni prav, ampak je očitno nekaj narobe s temi ljudmi. Ampak če lahko pridejo do točke, kjer bi lahko bili dejavni v senatu ali se celo postavili v tak položaj, je šlo nekaj res narobe. Ne vem, kaj naj še rečem. Hvala za vašo pozornost pri tokratni mesečni objavi.